Pozdravljeni. Pred nami je še tretji, zadnji del pregleda moje osebne zbirke maket bolidov Formule 1. Danes si bomo ogledali makete v moji zbirki od sezone 1990 pa tja skorajda do današnjih dni. Zavedam se dejstva, da mi marsikateri zanimiv model v zbirki manjka in upam, da v prihodnosti bom to pomanjkljivost nekako odpravil. A seveda, zbirka, ki bi bila popolna, ki bi bila dokončna, bi izgubila tudi delček svojega čara, seveda za zbiratelja. Namreč, ko zbirko končaš, kaj ti pa drugega preostane? A začnimo s prvo maketo, ki je verjetno znana mnogim navdušencem motošporta. Gre za McLarena, kot vidimo po barvni shemi, za MP4/5P, ki ga je imel Ayrton Senna v svetovnem prvenstvu leta 1990. Noben znan proizvajalec, artikel, ki ga je bilo mogoče dobiti v zbirki, ki je izhajala v italijanskih kioskih. Maketa, ki je dokaj natančna, merilo 1:43 in vidimo lahko naprimer marsikatero podrobnost tudi na vpetju, čeprav to merilo kot tako podrobnosti, naprimer obes, ne pokaže v tistem smislu, ki ga si sam želel. A tu velja poudariti še nekaj. Imam na razpolago še drugo, bistveno boljšo maketo prav tega bolida. Na žalost je še nisem sestavil in upam, da v prihodnosti jo bom. Gre za seveda maketo Tamiye, ki jo je mogoče tudi odpreti in upam, da jo bom sestavil dovolj kvalitetno, da se bo videlo tudi, kako je bila napravljena šasija v znanem McLarenu. In sedaj se bomo vrnili k maketi oziroma igrači, ki jo pogostokrat vidite v mojih prispevkih. Znan Ferrari 641 oziroma 642, proizvajalec Burago iz časov tam okrog 90 let, seveda z napako. Kdor ima podobno maketo, je verjetno opazil, da v originalu je imela številko 27, kar pa z bolid Jeana Alesija iz tistega obdobja je napačna številka. Takrat je bil v ekipi še Alain Prost, govorimo o sezoni 91, in je imel on znano številko Gilesa Villeneuva. Sedaj se boste mnogi izmed vas začeli spraševati, zakaj v taki obilici lepih, dobrih maket uporabljam nekaj takega, kar je približno na nivoju igrača. Strinjam se, da maketa, ki jo sedaj držim v roki, je daleč od tistega, kar bi marsikdo izmed nas želel na svoji polici, ampak ima neko lastnost, ki je neprecenljiva. Naprimer, z nobeno drugo maketo ne morem početi tega, kar počnem sedaj tu in seveda brez kakšne škode oziroma skrbi, da bi karkoli škodoval. In seveda tudi to je izjemno koristna lastnost, posebej pri snemanju videa, kjer marsikdaj se je premalo pozorni na krhke makete. A sedaj vprašanje, ki se je pojavilo marsikomu izmed vas. Namreč, ta maketa ima pravo številko na svojih površinah in vprašanje je, kje sem pravilno nalepko našel. V našem drugem delu sem omenil, da v svoji zbirki imam kar nekaj bolidov, ki imajo lasten pogon, spet nek križanec med igračo in pravo maketo. Tu je tisti sestrski Ferrari 641,
ki ga je imel Alain Prost v seveda tisti sezoni. In ker v setu sta bili številki 27 in 28, sem porabil tisti drugi set za popraviti maketo Praga. Če sem v prejšnjem prispevku omenjal, da makete iz 70 let niso originalne, to, ki imam tu v roki, je original od Tamiye in seveda kljub pomanjkljivosti bistveno na višjem nivoju od onih, ki sem vam pokazal prej. A ni edina. Namreč, če imam bolid z Alainom Prostom, moram imeti tudi tistega za Ayrtonom Senno, McLaren MP4/6. In seveda, ti bolidi so tudi nastopali v enem izmed mojih prispevkov in ko sem bil mlajši, sem marsikdaj uprizoril spopade med enim in drugim voznikom, ko sta švigala po progi in seveda tudi po sobi, ko sem se s tem igral. A sedaj bomo šli malček naprej in skušali razumeti, katero merilo je tisto pravo za zbiratelje Formule 1, bi radi videli tudi kakšno podrobnost. Seveda, vsak ima pravico zbirati makete v tistem merilu, ki mu je bolj všeč, v tistem merilu, ki je bolj primerno za prostor, ki ga ima na razpolago in seveda tudi za finance. Verjamem, da marsikdo izmed nas bi rad imel maketo v merilu 1:1, a nastalo bi kar nekaj težav. Kot sem omenil, v večini primerov mi navdušenci imamo na razpolago makete v merilu 1:43 in tu pred nami je Williams F2V15C. Znani bolid, s katerim je Alain Prost osvojil 4. naslov svetovnega prvaka. Zopet maketa, ki je sodobna, ki nima desetletij za seboj in vkolikor pogledamo razne podrobnosti, so res enake tistim, ki jih lahko vidimo na boljših, večjih maketah. Govorim o geometriji vpetja in seveda aerodinamičnih površinah. A proizvajalec Altaja, nekaj, kar je danes, recimo temu standard. A pred časom sem dobil v dar praktično isti bolid v merilu 1:64. In seveda gre za bolid prav tako Williamsa F2V15C, številko 0 in bistveno bolj pomembnega proizvajalca, Minišam. A bolid je zanimiv, je lep, a da bi na njem razvidel kakšne podrobnosti, niti pod točko razno. Premajhen je, da bi vse tiste malenkosti lahko izstopale v prvem planu. Torej, lahko vidimo, da tudi merilo, kar se tiče preučevanja vseh bolidov, je pomembno in seveda nam lahko maketa v pravem merilu pomaga marsikdaj. In da bomo zaključili to prvo desetletje v zadnjem delu, se moramo ustaviti še pri McLarenu. P4/14, ki je Mika Häkkinen popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 1999. Seveda samo do naslova med vozniki. Če smo prej videli Williams F2V15C, imamo tu pri McLarenu zopet bolid, ki ga je zarisal Adrian Newey. In to je tudi pomembno pri preučevanju zgodovine bolidov Formule 1 ter maket. Namreč postaviti bok ob bok bolide, ki jih je zarisal en in isti inženir. Namreč sam Adrian Newey v svoji knjigi How to Build a Car praktično govori o tem. Inženir lahko izriše samo tisto, kar zna, kar obvladuje. In zato, ukolikor odmislimo barvno shemo,
je potrebno preučevati oblike in kako se je določena ideja razvijala. Na prehodu v novo tisočletje seveda ne moremo mimo zmagovite serije Ferrarijev in tu imam F2000. Tisti prvi bolid, s katerim je Michael Schumacher osvojil naslov svetovnega prvaka za skuderijo iz Maranela in zagotovo mejnik med bolidi v zgodovini Formule 1. Izjemno lepe, svetle rdeče barve, ki pa je morda marsikateremu navdušencu malce tuja. Gre za maketo, ki ima na dnu odtisnjeno znamko Hot Wheels. In presenetljivo je, ko ga primerjamo z F2002, ki je prav tako popeljal Michaela Schumacherja do naslova svetovnega prvaka, da vidimo kar nekaj razlik v odtenku barve, v podrobnostih in malenkostih, ki so na tem bolidu, ki je praktično brez kakšne posebne znamke, bistveno bolj vidni, bolj natančno izdelani in skratka lahko vidimo večjo pozornost pri izdelavi. Gre seveda za dve različni obdobji, oba sta bila izdelana na Kitajskem in seveda proizvajalec je le pritisnil svoj žig na enega in ne na drugega. A ta novejši, ki je bil konec koncev kot nov verjetno tudi cenejši, je seveda bližje tistim standardom, na katere smo navajeni danes. A vseeno, ker gre za maketi v enakem merilu, lahko seveda brez težav primerjamo medosno razdaljo, seveda spremembe pri izdelavi aerodinamičnih površin in marsikaj drugega. Zanimivo je pogledati samo, kako so naredili izpušne cevi pri enem in pri drugem. Medtem ko so na tistem, ki ima znano znamko, samo dve piki srebrne barve, vidimo na tistem, ki je nekako brez znamke, da so zadevo naredili bistveno bolj točno in bistveno bolj natančno. Kar se tiče bolidov Formule 1 iz prvih let novega tisočletja, ne moremo zopet mimo McLarena MP4, tokrat pomišljaj 20, ki ga je imel Kimi Räikkönen. In tu gre za maketo, ki ga je izdelana v mini šampu in je še bistveno bolj podrobna od tistega Ferrarija, ki sem ga pokazal malo prej. Seveda gre za reklamni izdelek, ki je bil dan strankam in po verjetno malce čudnih poteh je prišel v mojo zbirko. Praviti je bilo potrebno kako malenkost, ampak vseeno vidimo lahko, da tudi v merilu 1:43, če je maketa bolj kvalitetna, lahko vidimo vse tiste podrobnosti, ki so za ljubitelja Formule 1 seveda pomembne. In sedaj se počasi približujemo sedanjemu obdobju turbohibridni eri. Začenjamo z maketo Burago v merilu 1:43, ki je bila prodajana v bistvu kot igrača za nekaj evrov, nima škatle, nima vitrine, ampak izdelek je v bistvu isti kot tisti, ki ga dobimo lahko za precej več evrov. Gre za Ferrari z izjemno kontroverznim imenom F15T. In mnogi izmed vas se boste sedaj začeli spraševati, zakaj kontroverzen. T v šifrah Ferrarija pomeni transversale. To črko so imeli bolidi, ki so menjalnik imeli postavljeni počez, ne po dolgem. Gre za vse znane Ferrarije 312T in družino 412T. V tem primeru naj bi tisti T označeval verjetno turbo, ampak kar hitro so se pri Ferrariju zavedli te napake in te spremenili pri naslednjih modelih v H. Bolid
številko 7, ki jo je imel v sezoni 2015, in je rekel: Pravkar smo govorili o črki H, ne smemo mimo Ferrarija SF70H, sezona 2017, številka 5, ki jo je imel na razpolago Sebastian Vettel. In zgodba je ista kot pri prejšnjem modelu. Maketa, ki jo je izdelal Urago in ki je bila dana v prodajo praktično ne kot maketa, temveč kot igrača, čeprav so popolnoma isti izdelek prodajali kot maketo po trikratniku tiste cene, za katere sem dobil maketo jaz. A seveda gre za izjemno majhne makete, kjer se ne vidi kakšnih lepših podrobnosti. Zato je bolje vzeti kaj večjega v roko. Zopet Ferrari SF70H. In tokrat maketa, ki je bila v prodaji zopet v Italiji v kioskih, ampak za izdelek, ki je bistveno bolj podroben, v merilu 1:24 in seveda vidimo lahko bolje, kako je narejeno upetje. Vidimo lahko aerodinamične profile v vsej svoji kompleksnosti in še bi lahko našteval. Seveda, ukolikor primerjamo enega in drugega, je razlika več kot očitna in seveda, ukolikor si želimo spoznati pobližje določen model, je treba imeti tega narejenega v merilu, ki je seveda bolj primerno, kot je na primer 1:24. A v merilu 1:24 imam še en model, ki je praktično izjemno pomemben v zgodovini Formule 1 in to je Mercedes W10 iz sezone 2019. Bolid, ki je nekako zaznamoval trende do sedanje sezone 2021 z ožjim konceptom nosnega konusa in seveda z daljšo medosno razdaljo. In prav to je eden izmed elementov, ki ga lahko vsakdo izmed nas preuči, kolikor ima na razpolago dovolj dobre makete. Namreč v raznih virih nam mnogokrat govorijo, ko se medosna razdalja med enim in drugim bolidom spreminja za nekaj milimetrov, a mi konec koncev nimamo občutka, koliko je to. Kolikor primerjamo Ferrari in Mercedes, vidimo, da ukolikor so zadnje osi poravnane, je spredaj razlika več kot očitna. In primerjal sem makete skladno s tistim, kar pišejo viri, je narejena točno, zato tudi ta razlika v medosni razdalji je približno tista prava. Saj vem, milimeter na maketi pomeni bistveno več v merilu 1:1, ampak to imam na razpolago. Kar se tiče hitrega pregleda tistega, kar imam na razpolago sam v tem trenutku, je seveda to vse. Verjamem, da imate vi v vaših zbirkah še marsikaj bistveno bolj zanimivega in seveda hvaležen bom za vsak nasvet. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.